da vas seveda rezervirano častno mesto, gospod Menanik. Natalija, izvolite. Spoštovane dame, dragi gospodje, prav lepo vas nocoj pozdravljam in... Spoštovane dame, spoštovani gospodje, lep dober večer. Veseli me, da vas lahko pozdravim ob današnji prireditvi in vam v naši kavani z našim orkestrom prijeten večer ter veliko zabave in užitka pri naši glasbi. Največ 10 minut, ko se sok pokuha, narežem peletino na čisto mehne kocke. Jaz dodam tudi slanino. Slanina ne sodi v poatevinsko pašteto. Dovolite, da vam to povem. Jaz pa jo dajem vanjo. Potem to ni poatevinska pašteta, ampak vozga za mačke. Jaz že vem, saj sem doma iz Londona. No, s tem pa res ni, da bi se postavljali. Jaz sem pa iz Batignolja. O, Pariz. 3 levo, 2 desna. Na to preskočite 3 pence in začnete od začetka. To je japonski vzorec. Ne, japonski vzorec ima 1 levo, draga moja. Moj vzorec pa 2 desni. Oprostite, gospa, če enkrat ovijete, ima vaš vzorec 2 levi. Za moški pulover se mi zdi to strašno grdo. Pa delajte po svojem. Po mojem mnenju je japonski vzorec vulgaren. In potem sem mu rekla, Edmund, nihče nima pravice, da tako muči žensko. In kaj ti je odgovoril? Zaklel je. Gospod Leon, kam ste se spet zasanjali? No, dajte mi vaš briljantno sanjarijo, da ne bomo zamešali vseh not. Kakšen sanjat ste? Ti se mi, da imate čedalje več prljaja. Saj ga imajo vsi umetniki. Ja, zakaj pa ne uporabljate papeške tinkture, kot smo vam svetovala? Ker mi diši preveč orientalsko. Po mojem se to ne sklada z moškostjo. Gospod Otons pa jo je uporabljal takrat, ko sva živela skupaj in se ljubila. In lahko vam povem, da sem v 12 letih njenega zakona uživala zvrhano mero ljubezni. Gospod Otons je počel tisto po 3-krat na dan, 2-krat po noči, 1-krat popoldne. Lahko rečem, samo taka je prava ljubezen. Je bil pač violinist. Poznala sem nekaj pianistov, ki so bili hudo vroče narave. Ti so redkejši. Vam še zmero ne da miru. Samo klepetala sva. Če ji ne boste zavezali jezika, bo imela opraviti z mano. Opozorila me je, da imam prven obratnik v smokinga. Mislim, da si kot voda kaj takega lahko dovoli. Šleva, šleva. Na to pa drgnem s kancem čistila in suho volneno krpo. Jaz vzamem raje kapljo salmijaka. Če vzamete salmijak, ne zgine le madež, ampak tudi politura. Vsak ima svoje metode. Seveda, a niso vse dobre. Nekatere ženske pač enostavno nimajo smisla za dom. Moj dom ni nič slabši od vašega. Le kvačkanih potičkov mora ni toliko kot pri vas. Vsak to pač nima umetniškega okusa. Jaz imam rada svoje toplo, mehko gnezdece, polno dragih spominov. Kvačkani potički ustvarjajo domačnost. Le prah se nabira na njih. Moj domek je čisto modern in na to sem ponosna. Kovinsko, ogrodje in ultrabas.
Vse je svetlo in čisto, nobene navlake. Že vidim, kot v kliki. Ne, hvala, vse nisem bolna. Mogoče jaz? Če bi človek sodil po vaših očeh. Če imam črno pod njimi, ljuba moja, je to zato, ker imam ljubimca, ki je čisto nor name. Ta pri vas seveda ne pride v poštev. A moje oči vse ne gledajo križema. Da namigujete na telesno hibo. Na hibo, ki je sploh ni opaziti. Vi ste najbolj nizkotno bitje, kar jih poznam. Kar se pa tiče vašega ljubimca, se pa z njim res ne treba postavljati. Pomivalec posode. Vsako delo je dobro, če ga dobro opraviš. Meni je všeč dobro opravljeno delo. Kako prostaški ste. Res bi rada vedela, zakaj v spodobnih orkestrih trpijo ženske, kakršna ste vi. Gospe moje, na odru se ne bomo pričkali. Gosti nas gledajo tudi takrat, ko ne igramo. Videti hočejo smehljanje in ljubkost. Tudi smehljaje si lahko povemo vse, kar si hočemo povedati. Vaša roža, Pamela. Kaj pa je z mojo rožo? Čisto pomečkana je. Poravnajte si jo. Jaz bi jo vrgla v pomije. Gospe moje! Marha! Stopila mi je na nogo! Pazite na vedenje, pa ne se zgodi kakoli. To ste dolžne publiki. Takšno je pravilo. Ko smo bile po audiciji sprejete, med tem, ko sta se Mekstar in Symphony Band, ki sta znana orkestra, obrisala ponosom, je Kavana še posebej poudaril. Najemam vas, ker mi gre za ženske in njih milino. Hočem orkester, ob katerim se bodo moji gostje zasanjali. Kot da je gostom zdravilišča, ki zdravijo zasušenost, res kaj do sanj. Mislite, da nas poslušajo? Saj govorijo samo o svojih težavah. Saj šteje samo kolikokrat je kdo šel. Moj ljubi Bog. Nam ni treba vedeti, kaj gost misli in ali je ali ni zašušen. Lepo vedenje in eleganca, to je tisto, zaradi česa so nas najeli. In polna mera ženskosti. Zdaj bomo zaigrali Šandosijeve jesenske impresije v Goldsteinovem aranžmaju. Zelo čustveno in vibrato, če smem prosim. Kako hoče vam je gospod Leon? Vaš obratnik je čisto razmeščan. Saj imam z Verom dva. Med pauzo ga bom zamenjal takoj po koračnici stan Hojzarem. Kar je preveč. Nehajte ali pa prepričite. Kaj škandala, lepo vas prosim. Rekla mi je, da mi je premoče. Saj vendar ne moram reči, da mi res. Pošast! Okrutna pošast! To ste! Pazite na ovišaj pri ponovitvi vašega solovložka, gospodična Delicias. Vse sem mu povedala. Vse kabrilo je iz mene. Najemnina v zaostanku, težave z mojo ubogo materjo in slabo ukrojeni kostim. No, in kaj ti je odgovoril? Nič, spal je. Neotesano, če bi si moj Andrej drznil kaj takega. Morda še bolj ženska kot vi, čeprav se ne uležem na hrbet pred kamorkoli. Jaz čakam na bitje, ki mu bom lahko pogledala naravnost v oči. Naravnost bolj težko. Kaj? Ali pa bom morala neprestano skakati sem in tja. Ne pa že preveč. Edmond, kam ne sedem? In kaj ti odgovoril? Kamor hočeš, ampak nikaga nam ne seri.
Odžeje me bo konec, saj imamo tudi mi pravico do pijače. Najprej mora postreč gostom. Naše pivo mu je 9. briga. Umetniki so seveda zadnji na vrsti. Šele v odmoru, gospe. Vse vendar veste, da je navada taka. Pravico imamo do ene pijače ob vsakem nastopu. In sicer v odmoru. Sinoči nam je postregel šele o polnoči, ob sobotah, ko računa na napitnino, takrat se že bolj potrudi. Ta teden mu bom dala samo 1 frank, da moram živeti med takimi neotesanci. Nekaterim se zdi to čisto naravno. Tako naravno, da jih celo vabijo v posteljo. A jaz sem bila deležna drugačne vzgoje. Kot oficirska hči, da sem morala končati v taki beznici. Kavarna Globus je prvovrstni lokal. In prav srečni ste bili, ko ste dobili delo v njej, draga moja. Nikar ne pluvajte v lastno skledo. Kaj pa moj talent? Jaz sem koncertirala. Bila sem solistka. Nekoč je bil na neki dobrodelni prireditvi v dvorani sam veliki masne. Ob koncu koncerta mi je poljubil roko. Takrat sem igrala aranžma za orkester iz opere Mignon in dala sem vse od sebe. Mojster je imel solze v očeh. Tako ginjen je bil, da mu je zmanjkalo besed. Njemu, ki je slovel po zgovornosti. Vi tega seveda ne morete razumeti. Vsak je imel svoje uspehe. Gospod Oton se bil nekoč prva violina v restauraciji Zurka v St. Petersburgu, seveda pred revolucijo. Igral je kronanim glavam. Pridejo seveda tudi slabi časi. Kljub temu pa je opravil svoj poklic vselej z enako vestnostjo. Večkrat mi je rekel, Zelija, glasba je kot juha, zmeraj ti tekne. In človek ne se razdaja pred ljudmi, ki mislijo samo na svojo zaslušenost. Zaslušenost nikomu ne brani ceniti glasbe. Rekla bi celo prav narobe. Tu imamo izvrstne ljubitelje. Prav včeraj mi je bogat belgijski industrialec pohvalil naše igranje. Ja, celo vas je omenil. Kaj? Res? Kako zabavno. Kaj pa je rekel? Vprašal me je, ali ste morda iz Ganda. Tam je menda ženska, ki vam je podobna. Garderoberka v zdraviliški dvorani. In potem sem mu rekla, Edmond, tebi mogoče ni všeč. Zato pa ni nujno, da jim ne štek še drugim. To si ga zavila. Pa še kako, kratko in jasno. In potem sem mu rekla, ženska sem in ženski nikoli ne boš preprečil, da bi čutila in mislila kot ženska. In povem ti, punca, to ga je zadelo. No, in kaj ti je odgovoril? Nič, kar naprej si je snažil zobe. In kaj si storila ti? Odložila sem škarjice. Takrat sem si ravno rezala nohte na nogah in sem odšla iz kopalnice. Kar na lepem. Kar na lepem. Priznala boš, da ni zaslužil drugega. Potegnila sem nase steznik in nogavice. Še zmirom nič. Skakoval si je usta. Saj me poznaš. Potegnila sem nase obleko in odšla te zelo putnega vrata. Povem ti, udala bi se prvemu, ki bi mi rekel prijazno besedo. Ampak spode je bil samo nočni vratar, star črnec. In lahko si predstavljaš takole gnezdo velik po noči. Nikjer niti mačke. Otepala sem se, dokler sem le mogla, da bi ga postalo vse malo strah. Zavila sem proti katedrali. Rekli so mi, da je tam lepo, pa je bila taka tema, da nisem nič videla. In ob 4:03 sem šla spet gor, da nisem zdržala. Imela sem rožnate čevlje, tiste, ki sem jih dala tebi, ker so me preveč tiščali in kurje oko me je tako bolelo, da nisem mogla več. Pa tudi zato, ker sem mu takrat, ko sem odšla, zakričala, da bom napravila enkrat za vselej konec. In tako sem se bala, da bom poklical policijo zaradi vode, ki sem marali becitnosti. Se me razumeš? Zaradi kakšne vode? Ti si pa res neumna. Zaradi vode, ki teče skozi tisto gnezdo. V takšnem stanju, v kakršnem sem bila jaz, pomisli ženska najprej na vodo, to ve vsak. Saj sem tu šla do nabrežja, pa je bilo preveč temno in tako sem šla spet domov. Razumem. Misliš,
je, da si mrtva. In kaj je rekel, ko te je spet zagledal? Nič. Ni me zagledal. Ni ga bilo doma, tudi on je šel ven. Je šel na policijo? Ne. Šel je kvartat s kolegi v krčmo nasproti železniške postaje, ki je odprta vso noč. Prenesla sem vse. Najne skrivne sestanke, najna redka srečanja v tisti umazani gostilni, kjer govori gostilniča z mano kot z vlačugom. Z mano, ki sem sanjala, da bom stopala skozi mesto s pokonci glavo. O roki človeka, ki ga ljubim. Nečesa pa ne bom prenesla, Leon. Tega, da poskuša ta grozna ženska omrežiti moškega, ki sem si ga izvolila in kateremu sem se darovala. Dokler gre za vašo ubogo ženo, ne še bo. Razumem, da se vam smili, čeprav se mi zdi vaše usmiljenje strahopetno, vaša previdnost nečastno. Ampak to nesramno poželenje tu pred mojimi očmi, sred orkestra. Ljuba moja! Najni stiki so vendar samo službeni. Ko vam je prele segla s prstom za ovratnik, je bilo to tu službeno. In ko vas je pobožala po laseh? Mislim, da si kot vodja orkestra kaj takega lahko dovoli. Vaš ovratnik je moj, Leon. Vaši lasje in celo vaš prljaj so moji. Samo me ne sme skrbeti ta belkasti prah na vašem ovratniku. Samo jaz imam pravico, da vam krtačem smoking. Dala sem vam vse, kar sem imela. Ohranjeno devištvo, vse svoje iluzije. Dobro ime družine pred tisto redovnico, ki bi umrla, če bi zvedela za vse to. Vse, kar je vaše, je zdaj moje, Leon. Borila se bom s kremplji kot levinja. Nije se boriti z obmi, s kremplji pa tigrice. To sem vam že povedal, Ljuba. Prav, on pa griza! Kaj vas pa boli? Živci, samo živci. Živci ali drugo, to je vaša slapunčka. Ampak ne na odru. Oči vseh kostov so uprte v nas. Otočite jo po hrbtu, no. Mislijo, da se je zaletelo. Nobenih škandalov na odru. Zajček, miška moja, mucka moja. Na Konstantinove pasti se prihranite za kasneje. Kaj počnete izven služenega časa, me prav nič ne zanima. Nehajte no, vse me boli. Če že hočete vedeti, gospa, ljubim in ljubljena sem. Ne, nočem vedeti. Tu smo v svetišču glasbe. Menda ne mislite, da mi boste v imenu glasbe zavezali jezik? Mislite, da me je sram? Pokonci glavo. Da, jaz hodim s pokonci glavo. Zahtevam samo to, da mi ne uničite partiture. Saj se vam niti ne sanja, kako drage so note za nas pored. Petelina in trobojnica ste mi čisto zmečkali. Tale komad je izredno redek. Izredno redek? Opustite, gospa, vaš okus je tak, da bi se človek zjokal. Takle kič, duverže! V Benosojevem aranžmaju punčka. In to je bil mož, ki se je spoznal na svoj posel. Žal mi je, da vam moram to šele jaz povedati. Poznala sem ga v tistih lepih časih, ko je vodil simfonični orkester v Rojanu. To vam je bil glasbenik. Jaz sem zrasla ob klasikih. Moj Beethoven, moj Saint-Saëns. V lokalu, kakršen je tale, igrajo goste karte in domino, da bi pozabili na svoje telesne nadloge. Vse, kar potrebujejo, je dobra zvočna kulisa. Tale komad je vesel, znesen, bleščeč in hkrati spominja na Francijo. To pa v kavarni nikoli ne škodi. Kako globoko sem padla. Konec me bolj ponižanja. Dušim se v tej klavrni povprečnosti. Danes ne bom zapela velike arije iz Vestalke. Glas se mi krha, v takem stanju ne morem pet. Velika arija iz Vestalke je na sporedu. Tako stoji tu črno na belem. In vsaka sprememba napravi zelo slab vtis. Gospod Lebonslav je prepovedal, da bi kaj spreminjali. To goste samo zbega. In zato boste peli. Ne bom, to je pa že preveč za moje živce. Pomagajte mi, Leon, ta ženska me vzela
Pretirano občutljivi ste. Tudi gospod Leon, ki je moški in umetnik, mimo mora dati pravke, ne? Nič ne bom rekla, vse me nič ne briga. Ampak, če bi se kakšna ženska smukala okoli mojega Edmonda, pol toliko, kot se tale okrog tega nesrečnega fanta, bi jaz kapo vesnela. Nekoč sem v kazinu upavala, se stopila med odmorom za trenutek ven. In ko sem prišla nazaj, ga ni bilo več na odru. No, veš, kje sem ga našla? Ne, kje? Pri ženski, ki nadzoruje stranišča. Kaj ne poveš? Res, ženska z rumenkasto grivo. Grozne reči so pripovedovali o njej. Si lahko predstavljaš, straniščarica. In kaj je on tam počel? Meni je seveda trdu, da je prišel menjati denar, ker je potreboval drobiž. Menda ne misliš, da sem mu varela. No, veš, kaj sem mu rekla? Kaj? Nič. Samo pogledala sem ju, potem pa sem stopila v damsko stranišče in vprašala, je papir notri? To si ga zabila. In kaj je storil on? Ne, da bi črno veselo izstopil moško stranišče. Lahko pa mi verjameš, da je bil čisto zelen. Videla sem, da sem ga zadela v živo. Prav si storila. Nekaterim ljudem je pač treba jasno in glasno povedati tisto, kar jim gre. Moški sem imela na ducate. Veliki, lepi, krepko raščeni. Od smrti gospoda Otons pa počiva. Vendar pa vam moram povedati, da bi, če bi mi res bilo treba Smem izvedeti, gospa, kaj bi bilo, če bi vam bilo res treba. Smete, izbrala bi si pravega korenjaka. Kako si doznete? Moje dame. Milijon je lep, grški nos ima. Mar mi je nos, pa naj bo grški ali ne. Jaz gledam na mišice. Moje dame. Gospod Otons je bil kot tridelna omara. Žensko je kazmečkal po caru. Samo taka je prava ljubezen. Kako postaški ste, gospa? Moje dame. Prezirani vse te vaše nosače, natakanje in druge silake. Človek bi bruhal, rajši bi umrla, kako da bi se me dotaknila taka postaška šapa. Leon ima deško telo, niti senčice trebuha nima. Pokažite ji, Leon, nihče ne bo rekel, da niste lepi. Zakaj pa ne? Ponosna sem na najno ljubezni. Vesoljni svet bi zivala. Stane ne izjave. Kavana nas gleda. Saj vendar veste, da ne mara klepeta na odru. In našo pogodbo lahko prekliče vsaki 14 dni. Takoj, gospod Le Bon, takoj! Že začenjamo! Ste pripravljene, moje dame? Petelina, ovojnico. Brž, začnimo. Še tak. 1, 2, 3, 4. Umila se bom. Raztopila se bom. V vodo bom skočila. Ali pa pod vlak. Ali pa rajši ne. S tem bi samo postregla. Končno bi vas imela zase. Veste, kaj bom naredila jutri? Kupila si bom novo obleko. Najdražjo, kar imajo pri malem Parizu. Pa če me stane v 14-dnevni honorar, v pasu bom tanka kot osa in se bom smejala. Leon, me ljubite? Pošljujemo s ljube, ne zbiramo ljube samo vas. In smrti vas ni strah, ne? S vami? Z mano. Ni me strah. Če bova preveč nesrečna, bova šla skupaj v smrt. Še žal jim bo. Seveda. Ne bova umret. Čudovito. Še zmerom trdite,
da je peteli mikrovojnica v Venusojevom aranžmaju navaden kič. Kakšen uspeh ste videli? Tale komad seže ljudem pol do srca. Kdor ne čuti, kaj vse je v tej glasbi, ima v žilah vodo namesto krvi. Domovina pa mu je 9. briga. Odgovorila vam bom samo s prezirom. Jaz imam rodoljubje v krvi. V najhujši brezposelnosti med vojno sem odklonila ponudbo za sezono v Višiju. Poznam pa ljudi, ki niso imeli nobenih prezirov in ki so celo igrali okupatorjem. Vaša potikanja me puščajo čisto hladno. Drži, da sem leta 40 igrala v neki pariški kavarni, a tam je bil orkester zavednih Francozov. Kada so prišli v lokal nemški oficiri, smo se zmenili, da bomo nalašč igrali napačno. In za kaj takega je treba precej poguba. Vsak hip bi nas lahko kdo naznanil, saj so bili ti ljudje vsi glasbeno izobraženi. Kot vas poznam, se vam ni bilo treba posebej truditi, da ste igrali napačno. Kaj pa že preveč? Ker tu ne spoštujejo ničesa, ker vlačijo blato celo mojo umetnost. Mi ostane le to, da grem. Suzan! Če jo napada s te strani, pa res pretirava. Sama mora ni igrala v Višiju, zato je pa igrala v radiju. Ali prepir je smešno. Kot je smešno prepiranje sploh. O vašem talentu nišče ne dvomi, Suzan. Mah mi je talent. Mogoče ga pa res nimam. In pri tem sem si domišljala, da se razdajam v umetnosti. Prezabavno. Se vam to ne zdi zabavno? Potem takem nisem nikoma ničesa. Niti umetnosti, niti Franciji, niti vam. Je neki se vena hotimo, Suzan. Več škandala ne. Zdaj sem že onstran škandala. Kako sem trpela. Okoliščine, v katerih sva se ljubila, so bile preveč poniževalne. Če le pomislim na tiste zanikane hotele, Pomirite se, Suzan, pomirite se. Hoteli so kakršni pa so. Vsekakor se lahko primeri, da na potovanju. Najna potovanja. To pa to. Prav daleč nisva prišla nikoli. Na drugi konec mesta. In peš. Kot taka popotnika res nisva potrebovala prtljage. Kako me je gledal hotelir, kada sva vprašala za sobo. Že vnaprej si je vzel tudi sam svoj delež. Preteravate, Suzan. Saj prav dober možak, poročen. Torej, sta se me na mojih tako kratkih potovanjih delila dva dobra poročena možaka. Kada sva se ljubila, Leon, sva zmerom škilila na uro, da bi se vaša predraga, vsega usmiljena, vredna, bolna žena ne vznemirila zaradi vaših večnih zamud. Kaj pa jaz? Mar jaz nisem bila prav tako bolna in vsega usmiljena, vredna? To pa to ni isto, Suzan. Bila sva popotnika brez prtljage. Zato pa sva imela uro. Vsak svojo uro na nočni omarici. So pari, ki se v postelji kratkočasijo s tem, da poslušajo ali bijejo njihova srca v istem ritmu. Midva pa sva se v slednji uri najne ljubezni spraševala, ali najni uri ne zaostajata. Kako jo sovražim to uro. Proč, podevnala jo bom, dajte mi še vašo. Ljuba moja, vsaka vana naj jo gleda. Steklo se k sreči ni razbilo. Pretiravate, Suzan. Danes vsak človek gleda na uro. Sodobno življenje je pač tako, da mora z enim očesom neprestano paziti na kazalce. Kakšno sodobno življenje sem živela? Ni mogel tvegati, da bi ubil svojo nesrečno bolno ženo. To sem vam povedal že v začetku. In vi ste mi odgovorili, da bo najina ljubezen dovolj močna. No, pa ni bila. Najino ljubezen so giljotinirali urni kazalci. Najina ljubezen se je utopila v umivalnikih hkrati z otroki, katere bi lahko imela. Najmanj 10krat sem vam predlagala, da bi šla skupaj v smrt. Skupna smrt bi bila poštena. Enkrat za vselej bi utopila očeta, mate in otroke. Čisto preprosta stvar. Pa ni tako preprosta, ljuba moja. Saj nisem imel pravice, da bi jo kar tako zapustil. Imeli pa ste pravico, da ste mene zapuščali vsak dan, mož pa je minilo 3/4 ure.
Bila sem smešno staro dekle, ki je čakalo tako dolgo samo zato, da bi postalo potem lahko žena 3/4 ure na dan. In niti minutice več, izmerjeno na 2 uri. 1 uro, 1 uro in pol. Se vendar veste, da sem za ženo podaljšal čas naših nastopov za celo uro. Seveda, ampak odšteti je treba pot do predmestja. Žena sem vam smela biti šele tam na robu mesta. Hodit sva morala priti od drug poleg drugega, kako da se ne poznava. Ja, je zato, saj sva se ljubila. Ma čas sploh kaj šteje. Šteje. In še kako šteje. To sem končno le opazila. Pa tudi to, da je življenje konec koncev sestavljeno le iz časa. Koliko kaže vaša ura, Leon? Kaže, da najni ure enako. Na moji je 3/4 Na moji manjka 12 minut. Zdaj sva sredi nastopa, Suzan. Pomenila se bova v odmoru, ljuba. Takrat bova imela 1/4 ure zase. Ne, hvala. Moj nastop je končan. Bo že konec teh neumnosti? Gospodar nas gleda. Bi res radi, da bi nas vse skupaj spodili. Prav to bi radi dosegli, kaj ne, vizopana ženska. Ne, gospa. Sicer pa, kar se mene tiče, sem že opravila. Dokončno se odpovedujem, da bi še kdaj igrala napačno. Z Bogom, gospa, zdaj ga prepuščam vam. Ampak, imeli ste prav, res je majhen. Upam, da imate točno uro. To vas bo stalo 500 frankov glave punca. In opozarjam vas, za drug teden si poiščite drugo službo. Dekle, trpi, gospod, zlorabljate svoj oblast. Sram bi vas moralo biti. Vas bi moralo biti sram, gospod Leon. Saj imate obogo bolehno ženo. Ta prenapeta avša ne bo imela miru, dokler ne bo se ga povedala, da se bo olajšala. Tega več ne prenesem, tega več ne prenesem, tega več ne prenesem. Jaz vem, kaj je moški, gospod Leon. Saj smo hotela še drugačne, kot ste vi. Moški potrebuje malo zadovoljstva. To je samo človeško. Tega vam ne bo očital nihče, kdo pozna vaš položaj. Ampak zaupajte se pravi ženski, ki ve, kaj je življenje in ki se bo znala sprijazniti z dejstvi. Prej ne, sem se zlagala. Meni se sploh ne zdite premajhni. Malce nizki ste res. Ampak zame, ki sem materinska ženska, je to še bolj mikavno. Kako mu je vroče temu povednemu fatku. Pa ne mara, da bi ga kdo malce razvajal, čeprav bi tako potreboval človeka, ki bi zanj skrbel. Spopali mi uničujejo živce, jaz sem umetnik, za tako življenje nisem ustvarjen. Pomagali vam bomo, moj mali, pomagali vam bomo. Se vas tako dobro razumem. Si treba res zaradi vsake malenkosti skočiti v lase. Malo užitka na skrivnem. Mar to ni dovolj, da je človek srečen? Saj ste čisto prepoteni, zajček moj mali. Zamenjate ovratnico. Šele po koračnici iz Tannhäuserja, prej ne bi imelo smisla. Pa me kaj ne mislite, da svoje žene nimam rad? 20 let tega ne pozabiš kar tako. Sebi bi lahko spravil v bolnišnico. In kdo bi mi le očital, ko je neozdravljiva. Pa sem kljub njeni bolesti ljubosumnosti obdržal doma. Najel sem postrežnico, na katero se lahko zanesem. Ampak vse to stane. Včasih se počutim tako osamljenega. Potrebujete nekoga, ki bi vam pomagal, namesto da vas še huje muči. Tako je to. Nekoga, ki je čustven, kot ste vi sami. Jaz sem kot harfa, vsaka malenkost ne stre. Umetnik ste. In umetnik svojih čustv. Ne sme izživljati drugje kot v umetnosti. Privoščici sme kvečemu malo uživanja. Vse naj porabi za glasbo. Mar niste opazili, da je ta nova ženska bila edina, ki nam je v orkestru delala z Gago? Tudi ona je kot Že, ampak razglašena, da ti
odide z orakata ko zaradi navadne muhe. In prav v trenutku, ko bomo zaigrali sladko slast na kubi. A ljuba moja Leona, bodite tako prijazni in pojdite pogledat, kaj počne ta trapa. Naj bo že smeri tam nekje v stranišči. Čustva so lepa reč, ampak služba je služba. Saj smo vsi v nevarnosti, da izgubimo delo. Gospodar že vohlja tu okrog. Ne vem, kaj ne vem nocoj. Zdi se mi, da nekaj sumi. Recite, kar hočete, ampak res je bila prav grda z njo. Vzemimo na Primavoj. O tej sploh ne bi več smeli govoriti. Saj sem tudi jaz sodelovala pri odborniškem gibanju. Vsak dan sem poslušala Radio London. Storila sem, kar sem pač mogla. Imela pa sem svojo ubogo staro mater. Nje sem pač morala priskrbeti kakšno boljše. Živi vaša stara še zmerom pri vas? Seveda, uboga dušica, tako jo namreč kličem. Zdaj sklenila sem, da se ji bom popolnoma posvetila. Ona, pa moja umetnost, pa še moj domek, to je vse, za kar živim. Vidite, tega pa jaz ne bi zmogla. Kada gremo obiskat svojo staro batinjol? Godi se je čisto dobro, se je hišnica. Sem s početka kar dobre volje. Dobar dan, mama. Kako je kaj, mama? Tako mi je, kot da sem spet mehna. Skuha mi koštrunjo obaro, obara je najljubša jed moje stave, ampak konča se zmerom enako. Že pri tretjem grižljaju se skočiva v lase, skregava se na žive in mrtve in potem spet kren. Nikaj ne mislite, da se tudi medve z ubogo dušico nikoli ne sprečkava. Bolj, ko je stara, bolj je podobna majhni punčki. Kar naprej mi sitnari, pa sem zelo stroga z njo. Kadarkoli mi hoče ukrast bombonček, jih takoj dobim po prstih. Najprej malo zacvili, au, au, in malo podsmeri, potem je pa spet pridna. Težave pa imam z njeno potrebo. Če si še tako prizadevam, da bi jo navadila, ne me pokliče, je vse za manj. Grdovica napravi vsele kapoce. To je pa res nerodno. Mogoče se bo pa s časoma uredilo. Zdaj jih bo kmalu 80 in tako nima več dosti upanja. Pa tudi, kar se tega tiče, sem sklenila, da bom neomejna. Perilo jim menjam 3-krat na dan. Če se pa vmes pozabi, neka sama sebi pripiše. Človek bi mislil, da vse to dela prav nalašč. Včasih sem že vsa nališpana, v rokavicah in pripravljena, da grem na delo in prav takrat me pokliče. V takih primerih mora biti človek trden. Ko sem imela svoj In veste, kaj si je izmislila lansko zimo? Začela je sesat palec. Meni ga je mama namazala z gorčico. Če zaleže tudi pri starih, tega res ne vem. Z gorčico? Kje neki? To bi ji bilo všeč, saj je čisto nora na gorčico. Všeč je vse to, kar ji najbolj škoduje. Če bi ji pustila jesti vse to, kar ima rada. Kadarkoli jo zasačim, krc pa prstih in nič posladka. To jo zadene najhuje. Če bi ji pustila vse to, bi ves moj zaslužek šel za slaščice in bombone, a v tej točki sem neomejna. Slaščic in bombonov ni nikoli pri hiši. Če jih pa prinese kakšen obisk, skrijem vrečko in ji ga dam po enega na teden v nedeljo, če je bila ves teden pridna. Morali bi jo slišati, kako se cmeri pred omaro, kada ji ga ne dam. Bonbonček, bonbonček, pravi pravcati otročiček. Vse je v njeno korist. Od tega bi jo samo zobje boleli. Božica, vse jih več nima. Razumete, meni gre za princip. Če jim človek začne popuščati, Osebno veselo pa vaše življenje res ne more biti. veliko zadovoljstvo je v misli, da je človek storil svojo dolžnost. Moja mama in pa moja umetnost, to je zame vse in žrtve jemljem z veseljem nase. Verjemite mi, brez domišljavosti lahko rečem, da sem zelo vzorna hči. Edino, kar zahtevam, je to, da v Boga namigljaj. Jaz sem svojo punčko dala v rejo na kmete. Odkar sem ločena in pri tem delu nisem mogla drugače. In razen tega sem ženska in potrebujem moške.
In moški se nikoli ne privadi na otroka. In če bi po naključju dobila takega, ki bi se privadil, saj veste, kako to gre. Lepega dnega zamenjaš za drugega. Ampak vse, kar zaslužim, gre za njene oblekice. Hočem, da bo moja mucika lišpava. Hočem, da bo prava, pravcata ženskica. Za 5. rojstni dan je dobila obleko prave rokokojske markize. Vso iz svile, vso v nabokih in pempicah. 12.000 frankov me je stalo. Vidite, da za njo ne skoparim. In poslala sem tudi denar za trajno, stekleničko laka za nohte in hrečilo iste barve. Morali bi jo videti, kako srčkana je bila. Čisto taka kot jaz, izrezana mama. Saj bi rada ostala dalj časa. Punčka, ampak prej sem se spričkala s Fernandom. On je tam zunaj kar naprej trobil in ni hotel stopiti iz avta. Mamica, je vpila punčka, saj mi niti poljubčka nisi dala. Kaj hočete? Saj bi rada ostala dalj časa. Tako je pa življenje. Na vse zadnje pa je le dobila obleko. Pozneje se bo spominjala samo tega. Če je človek umetnik, ima tudi srce. Prijatelji mi pravijo, da bi jo ne mogla spraviti v dom za onemogle, kjer bi uboga dušica dobila vso nego in vse, kar potrebuje. Bilo bi seveda bolje kot doma, kjer je zaradi moje službe skoraj vedno sama. A ne morem. Rajši jo pošteno kaznujem, kada napravi poce in pri tem vem, da opravljam svojo dolžnost. Saj je moja mati. Prijatelji mi pravijo, Patricija, vi ste svetnica. Jaz pa odgovarjam, človek ne more iz svoje kože. Veste, tudi če bi mogel, se ne bi našel boljše. Veste, vse bi lahko ostala pri njenem občetu in jo obdržala. Dobil me je sicer Žožem, ampak mislil je, da je bilo takrat prvič. Do takih stvari pride v vsakem zakonu, potem se pa spet vse poravna. Zlasti, če imaš otroka. Žož pa mi je rekel, nico grem. Takrat sem mislila, da mi ni prestati brez njega. Bila sem čisto nora. In pustila sem otroka. Veste, čez 2 meseca sva bila z Žožem že spet na razen. Pred tega seveda nisem mogla vedeti. Tako je pač življenje. Vaš mož bi vas morda vzel nazaj? Sej sem mislila na to, že zaradi otroka. Ločitev še ni bila potrjena in moj mož je bil tak, da bi se mi bilo treba samo prikazati in bi se v posteli že spet vse uredilo. No, pospravila sem kovček in odpotovala. Ampak na vlaku sem srečala nekega drugega. Bila sem pri denarju, privoščila sem si 1. razred in na oddelku sem bila sama. Saj veste, kako to gre. Če pomislim, kako lepo nošo sem v Nici kupila, s košarico in klobučkom, ki spadata zraven. No, to sem mi potem poslala. Moja mucika je bila najbolj vseeno pa vesela. Sošolke so mu nekaj pokale od te voščljivosti. Punčka mi je pisala, da so rekle, ti imaš pa res srečo, da imaš tako mamo. Veste, kupila sem mi najlepši model s predpasnikom iz prave svile. Jaz bi za svojo punčko storila vse na svetu. Tako kot jaz za svojo mater. Žrtvujem se, vse ji dam. Edino, kar zahtevam, je to, da uboga na prvo besedo. Če noče, pa kac po prstih in nič posladka. Vse se človek rad žrtvuje, zato pa pričakuje hvaležnost. Povsod sem jo iskala, pa je nisem našla. Eno stranišče je sicer zasedeno, pa si nisem upala trkati. Bala sem se, da je notri kako. Presneta mora, sama naj si pripiše. Pa začnimo brez nje. Sladko-slastna kup. Gospod Ledon se že spet pogledal na uro. Najbolj se mu zdi, da se predolgo obiramo. Emelin, sedite, brž, klobuke na glavo. Rekli bomo, da si je pokvarila želodec. To se je prejšnji teden zgodilo nekemu gostu, ki je pojedel strupeno govo. Dekleto pi, vidiš, jaz razumem, da te ljubezen lahko požene v smrt. Nekoč sem rekla Edmundu čisto naravnost. Edmund čustvo ne pozna prizanašanja. Če te kdaj zalotim s kakšno drugo, bom zamižala in streljala do zadnje krogle. Ženska, ki je pretrpela toliko kot jaz, je gladko oproščena. Saj imamo še pravico na francoskem. No, in kaj ti je odgovoril? Nič.
Zehal je. Pa je takoj spet zapol usta in vzel časopis v roke. To si ga zabila. Seveda sem ga. Videla sem, da sem ga zadela. Dajmo, kar se da strastno, čutno. Nekam čudno, blazno, na kakšne mislite spravi. Muzika nikaj dosti vredna. Že, ampak spomnite na ljubezen. Če pa človek, tako kot jaz moškega okrbi, vzemimo na primer Žoža. Cerku me je in neumen je bil, res neumen. Ampak po noči, na vse zadnje, je pa že pomeni tisto, kar si imata dva povedati po dnevi. Res niste nikoli poskusili kaj ljubezen? Niti enkrat samka, taki upačanci ženska med sabo ne bi smeli nikoli zastavljati. Vse sem vam že povedala, da živim samo za svojo ubogomater in za svojo umestnost. Za ljubezen je treba nekaj mesta. Moški, kakšen ste vi, gospod Leon, potrebuje žensko, ki zanj stopi. Lepo zanita ženska je za ljubimca prava mati. O, mamica moja, nihče bi imel tako rad kot tvoja mamica. Jaz bi ko mamica, pišanček moj mali. Mojih nedrih se boš kam kuhu. Suhe žene mislijo samo zase. Se nimajo ničesa odveč, da bi dale kugemu. O, mamica moja. Nikaj ne mislite, da mi ni hudo. Kada se slačim, se včasno ogledujem v zrcalu. Pa sem lepa. Moj trebuh je zaobljen, moje noge so gladke, a ne morem. Da je vendar ni tako težko. Pa ne. Veš, Edmond je pravo desno. Lopo da mu ni para. Nikoli mi ne reče prijazne besede. To nič mi ne reče. Mutec, riba. Kavedo. Ampak je vendar del mene. Kada se izmakne, nisem več cela. In potem samo čakam, da se mu bo ljubilo svetlonec, da me dopolni. Ne vem, če me razumeš. Saj je čisto jasno. Ni več njegovo, tvoje je. In zato jih bo dobil svojih 6 krogel. Če bi mu prišlo na misel, da si gre zabavat kam drugam. Samoidev. Ljubim ga, kaj hočeš? Na svojo ženo, ki je priklenjena v naslanjač in ki venoma joka. In tu na ono drugo vso njeno strastjo in solzami vred. Požvižgam se! Požvižgam! Mučim se! Joka to vema! Vse me porvakrat! Prvič nago v hotelski sobi in drugič oblečen, ko sem spet doma. Kužam, si belim glavo, tarnam, zgaga me peče. Ampak na dnu srca si moram priznati, da se na vse požvižgam. Včasih pobegnem in se grem čisto sam sprehajati na rečni breg. Tja, kjer so uredili peščino in kopališče. In jih gledam, kopalke, ki se nastavljajo soncu. Videti sem razmišljen, ljudje mislijo, da se sprehajam ali da koga iščem. Pa ni res, nikoga ne iščem.
Takrat sem jaz sonce in jemljem si jih vse, eno za drugo, počasi natanko, vse samo je vse. Črnolaske, plavolaske, rdeče laske, pobarvane, suhe in debele. In vse to se ponuja in nastavlja zadnjice. Ko pa se vi oblečeno v slaščičarni se drži, kot da ne znaš teto pet. In vse to vam rade volje ponuja vse, kar je najlepšega, najbolj skrivnostnega in vse to se napenja in napreza, da ne bi šel niti en žarek v izgubo. Časopisi jih učijo, da mora biti vse lepo zapečeno, pečeno, 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 na radiju, pečeno. In jaz sem glavni kuhar. Jaz sem Neron, Tiberi, vse so moje, vse. Ena za drugo, včasih pa povedz skupaj. Nekaterimi sem prijatelj, malo nežnega božanja, čustev, druge pa bičano. To in ono dan potem celo ubit. Saj vem, da to lahko počnem z lačugami, ampak treba jih je nagovoriti. In ta reč precej stane. Razen tega pa lahko stakne še kakšno bolezen. Ampak kdo bi si mislil, da bodo zadnjice poštenih žensk lepega dne vse naše? Vse! Zastojn! Živela kopališča! Velika peščina vse ženske noge! Vse! Podobrjen mi podpredno smrte kazni! Gospod Leon, pomirite se! Piščanček moj mali, pomirite se! Gospodar nas gleda! No! Ajme to, hitro pa zdravnika! Pomirite! Pomirite se! Je tu kak zdravnik? Kdo mi je uvesil takle muzikante? Mislite, da vas plačujem za to svinje, da se mi boste ubijali stranišči mojega lokala? To v takem času, ko je ne več ljudi, vse goste mi boste odgnali. Žvižgam se na to, kaj imate vi med sabo, jutri bo tu že drug orkester. No, igrajte že, cepci! Nič nobenega obiranja in glejte, da bo veselo. Goste ne smeme česa zaslutiti. Je mrtva! Ne bi jim zdajle vlamljajo vrata, poslali smo po zdravnika. Zgodbo, krščen duš, takoj godbo. Gostom tam zadaj smo rekli, da je razneslo stroj za kavo. Pohitimo, dekleta! Pohitimo! Veliko arijo iz vestalke bomo izpustili. Zaigrali bomo Gavoto malih markizov. Številko je treba zamenjati. Številko 6. Zdravnik! A je tu kak zdravnik? Ta trapa! Vse sem rekla, da nam bo prinesla nesrečo. Le kaj imaš od tega, če se ubiješ? Samo drugi dela sitnosti. Dajmo! No, igrajte! A bo? No, pa začnimo. 1, 2, 3. Gracioso.
gosti, dovolite mi, da se v imenu našega kulturnega društva SKD Bilka zahvalim v prvi vrsti igralcem za to dejansko izvrstno igro. Kako ste sami opazili, je pravzaprav ta igra nekje zrcali tudi nekje naše odnose, ko vidimo, da se ženske pogovarjajo kljub temu, da se ukvarjajo z vrhunsko glasbo, o zelo banalnih vsakdanjih stvarih, poprečnostih, lahko rečeš, in te poprečnosti so pravzaprav nekaj, v katerih se ne bi danes ne bi ustavili, temveč da bi prestopili to poprečnost. In če izstopi predvsem moška vloga, potem zaradi tega, ker je pač bil sam v tem orkestru oziroma v tem zboru in je imel seveda svoje probleme. Na eni strani je imel ta občutek, da je hafa, na drugi strani pa je imel ta občutek, da je neron, ki nekje vlada, na drugi strani pa vsaka pomanjkljivost ga lahko ubije. V tej šizofreni situaciji se lahko predstavljam, moški lahko nahaja, če se v tem ženskem okviru sukle. Jaz bi rekel, da je ta igra zelo dobro uspela, predvsem pa me veseli, da smo to tekom pol leta, lahko rečem, bila to četrta predstava in to lahko rečem, da se lahko merimo z vrhunskimi mestnimi gledališči, zato ker ti ne zmorejo več kot 4 premier na pol leta, če to zdaj skrajšam. Zelo me veseli, zato ker so se dejansko potrudili, zelo dobro izpeljali in zato je poskrbela naša režiserka Bernarda Gašparčič, za katero prosim na oder. Osebi, ki sta tudi vplivali na to igro, in sicer je to tehnik Melita Reikman. Melita Šepetavka je bila Ani Zablatnik, ki pa ni skrbela samo za to, da je tekst Morinje šel, ampak je skrbela tudi za to, da so ženske urad maskirane. Hvala vam, da ste prišli. Naprej povejte, da se splača to igro vgledati. Vam igralce pa želim seveda še mnogo nastopov in vam vsem skupaj še prijeten večer in moram pa se še srečamo pri kakšni kapi. Hvala vam vsem, da ste prišli, ne morem večer.